pozdrav tudi od mene, v mojem imenu in v imenu Društva Sožitje Ptuj. Razlika od vas je, da imamo mi pa mlade z zmerno motnjo v duševnem razvoju in so vključeni v posebni program vzgoje in izobraževanja. Se pravi, naš cilj je vključevanje v socialno okolje, kjer jih poskušamo opolnomočiti za neko kvalitetno preživljanje svojega prostega časa v vsakodnevnem življenju. Zdaj bom pa jaz tukaj se dodala, a se vidim? Se, ja. Torej, ljudje smo si med seboj različni, drugačni in imamo različne sposobnosti, značilnosti in pa vrednote. Naša družba je bolj raznolika, kot se v bistvu zavedamo. Stik z drugačnostjo prihajamo vsepovsod, zato se moramo pravilno spoprijeti z nastajajočimi težavami. Drugačnost med mladimi moramo predstaviti kot izziv, ne pa kot nekaj, kar bi se morali bati. Drugačnost je namreč pravica, kot pravica biti svoboden, biti enakopraven. Omejenost na neko normalnost je namreč razlog, da ljudje z drugačnimi sposobnostmi vse prepogosto enostavno nimajo možnosti, da bi se pokazali, izkazali in pa dokazali, kaj v resnici zmorejo, čeprav vsak na svoj drugačen način. Zato je zaradi tistih, ki nočejo, ne zmorejo ali pa ne upajo razumeti, sprejeti in pa predvsem preseči, so besede vsi različni, vsi enakopravni, daleč od resničnosti. Drugačnost je lastnost, je v bistvu značilnost drugačnega. V življenju si jo v bistvu vsi želimo in iščemo področja, kjer se lahko razlikujemo od drugih. Za zaželeno drugačnost bi naredili v bistvu marsikaj, nezaželene pa se bojimo in si pred njo lahko zatiskamo oči, saj neizogibno določa življenje tistih, ki vsaj občasno ne morejo odločati o sebi. Ljudje z okvarami, določenimi stanji ali boleznijo ter oviranostmi se svoje drugačnosti zavedajo. Koliko pa jih le-ta obremenjuje in ovira, pa je odvisno od njihovega sprejemanja drugačnega življenja, ki ga pa zelo določa njihovo materialno in pa socialno družbeno stanje. Tisti, ki se z drugačnostjo srečujemo posredno, zasebno ali poklicno, težave poznamo in smo na te težave občutljivi. Drugi, ki pa se z njimi srečajo le občasno in se nad njimi celo zgražajo, pa v vsakdanjem življenju drugih dogodkov na to večinoma pozabijo. Pozabiti ali pa izriniti pa ne morejo tisti, ki jim okvare in oviranosti predstavljajo del življenja. Pogosto se še srečujejo z besedo nenormalnost, ki pa v našem primeru pomeni le odstopanje od povprečja. Ta beseda ali drugačnost zahteva veliko empatije, veliko empatije, razumevanja, poguma ter pa zavestno odločitev za sprejemanje večini tuje resničnosti. Zavedanje drugačnosti je pri ljudeh, ki jih spremljajo okvare in oviranosti obremenjujoče, tudi in pa predvsem zato, ker se zaradi tistih, ki nočejo in pa ne zmorejo razumeti in sprejeti, še vedno srečujejo z oznako nesposobni. Dejstvo pa je, da ljudje s prirojenimi ali pridobljenimi drugačnimi sposobnostmi delajo drugače, da pri mnogih dejavnostih niso povsem samostojni in potrebujejo pomoč. Ampak v bistvu vsak dan v vsakdanjem življenju pomoč potrebujemo vsi. Tukaj sem našla
dva stavka, ko sta se me v bistvu dotaknila in kar je dejansko res, da cenjena in sprejeta drugačnost je tista, ki v medsebojnih stikih prinaša potrditev, sprejemanje, ugodno samopodobo, kar je bistvenega pomena za zadovoljevanje osnovnih psihosocialnih potreb, ter od Thomasa Walkera in Webba. Socialna integracija je ključni dejavnik, ki omogoča razvoj optimalne vključenosti otrok s posebnimi potrebami v socialno okolje. Torej, tudi v društvu Sožitje Ptuj se trudimo, da v sklopu projekta SVLO kot v vsakdanjem, tako v sklopu projekta SVLO kot pa v vsakdanjem življenju omogočamo uporabnikom vključevanje v lokalno in širše okolje, kljub tegovam COVID situacije. Naši mladostniki, ki so vključeni v projekt, obiskujejo posebni program vzgoje in izobraževanja v višjih oddelkih, pomeni, da potencialno niso zaposljivi, zato je naš cilj, da izkusijo in preizkusijo svoje zmožnosti in sposobnosti na različnih področjih vsakdanjega življenja, kjer se gibljejo in živijo. Na slajdih so tudi fotke, ker je bilo kljub COVID situaciji veliko dogodkov, da ne bom zdaj naštevala vsakega posebej. Ugotovila sem, da je napredek na poti k cilju zelo velik. Kajti moji mladostniki postajajo samozavestnejši, bolje se prilagajajo nepredvidljivim situacijam, postajajo vse bolj vešči v komunikaciji z različnimi osebami na različnih področjih. Spoznavajo oblike kvalitetnega preživljanja prostega časa, napredovali so v pomoči do sočloveka. Spoznali so, da tudi oni lahko s trudom in morebitno dodatno pomočjo dosežejo lastne cilje in želje, za katere so bili prepričani, da jih ne zmorejo. Premagovali smo koronske ukrepe, se držali predpisov in navodil, ter se vključevali v vsakodnevne procese. Med nami in sodelujočimi partnerji iz lokalnega in širšega okolja so ostale in pa tudi na novo nastale povezave. Sodelovanja smo okrepili predvsem na socialnem in športno-gibalnem področju. To je plavanje in ples ter pohodništvo. Tukaj je nekaj naših partnerjev, s katerimi smo sodelovali v tem letu. Se pravi z Telekom Slovenija, potem Britišnim DO, z osnovno šolo Dr. Ljubevita Pivka Ptuj, s tem tradicionalnim dnevom skupaj z Barvojno dan. In čez leto smo imeli Albina Bezjaka, ki nas je v bistvu spremljal na naših dogodivščinah, nas snemal, fotografiral, izvedel delavnice na temo računalniško tehnologijo in pa nevarnosti interneta. Podali smo se v balonasto dogodivščino, sodelovali z umetnico Sašo Bezjak, z nami je bila tudi Urška Vuček-Malkeš in tako naprej. V tem letu še zmeraj vključeni v projekt 8 mladostnikov, ki pa smo bili skupaj v tem letu vključeni na 15 lokacijah. Pri izvedbi dogodkov sem imela pomoč študentke in prostovoljke. Proces vključevanja oseb z motnjo v duševnem razvoju v bistvu ne bi smel biti samo del projekta. Vključevanje in sprejemanje bi naj bilo postati del življenja med ljudmi, ki imajo oviranosti in posebne potrebe ter med ostalo populacijo. Mi si želimo, da bi zmogli skupaj premagati lastne strahove, nevednost in pa nerodnost. Verjamemo, da ima vsak človek vsaj en delček razvite empatije do drugačnosti, ne glede na to, kakšna ta drugačnost je. Morda je potrebno samo pritisniti na gumb, da se empatičnost razvije.
Jaz bi vam pa tudi pokazala še en filmček. V bistvu so odseki iz filmičkov, ko smo samo z njimi boste povedali. A se vidi? Se vidi? Ja. Aha, ok. Vse vidi, vse. A je to? Kako se na to naredi? Samo malo. A jaz še... Samo malo. Romana, zdaj vidimo ozadje samo, nič se ne vrti, vidimo samo namizje. Mogoče vas v tem vmesnem času še enkrat vljudno prosim, da izpolnite obrazec za udeležbo. Prej sem malo preverila, pa nekje 18 odzivov je bilo, nas je bilo pa krepko več. Zdaj se vidi, da vidimo, če se bo slišalo. Sliši se, super. Je. Pa so okrogle, leva, ampak to niso leva, to so grifone, nič malo pa je lev. To se pa reče grifon. To se baremo vse določi, koga je stara. Jaz sem preliko malo, ne? Ja, to bo samo postrgane. Moče bo kaj najše, ne tega. Moče imamo pompo. Barma. Veste, kaj je barma? Žaj pa malo eno metlo, da se vrti malo, ne? To pa z tega se lahko naredimo obeske za verižice. Kakšno jesti, kakšno skladišče, delo je vedno bilo tako. Da bodo mali otroki prišli iz vrtca k meni na obisk. Kaj sledi? Bomo oprala, bomo oprala, bomo oprala,
A smo se kaj naučili? Ja! Kaj pa recimo? Gospoda! Tukaj da kje to delam, veš? Kje to smatam, da potem recimo, ko vodo složim. Rekao Ribić, tako oko je imela. Koliko se stavice, dugo stavice?
Jaz upam, da ste uživali. To je en delček naše letošnje zgodbe. Bilo jih je veliko in to bi bilo z moje strani danes vse. Hvala lepa. Hvala, Romana. S tem smo prišli do konca današnjega srečanja. Naj še enkrat rečem hvala vsem, ki ste se odzvali vabilu, ki ste zdržali do konca, ker ni samoumevno, da človek v petek popoldan, zdaj že skoraj večer, vztraja pri predstavljanju tega, kar smo vam ponudili. Predstavili smo projekt SVLO, predstavili smo ideje, povedali smo, kako razmišljamo, predstavili smo vam dejavnosti, predstavili smo vam mlade ljudi, ki delujejo v tem projektu, in videli ste nekaj podob. To so podobe iz sveta, v katerem ni nobene potrebe po inkluziji. Potrebe po inkluziji v takem svetu ni zato, ker ni nihče izključen. Nihče pa ni izključen zato, ker nima nobenega interesa, da bi koga izključeval. V resnici so to podobe iz sveta, v katerem imajo ljudje iskreno željo, da sodelujejo in da skupaj ustvarjajo svet, ki je za blagostanje čisto vseh ljudi, ne samo